Petarde, vrtavke in rakete. V teh dneh marsikoga zamika tudi praznovanje s pirotehničnimi pripomočki. A pozor, pirotehnične izdelke, ki pokajo, bo dovoljeno uporabljati le od tega pa do naslednjega četrtka in še to le starejšim od 14 let. Ja, in to se marsikomu zdi zabavno, a tak pok lahko povzroči okvaro sluha, da morebitnih poškodb rok in obraza sploh ne omenjamo. Žrtev petard je bila tudi Miss Universe, ki je svojo izkušnjo zaupala učencem osnovne šole Spodnja Šiška. Letošnja Miss Universe Sara Savnik je danes popolnoma gluha na eno uho, na drugem nosi slušni aparat. Ko je bila stara 15 let, je v njeni neposredni bližini razneslo petardo, kar jo je zaznamovalo za vse življenje. Svojo zgodbo želi opozarjati na nevarnost, ki jo pomenijo petarde. Mogoče si kdo želi, da bi mu starši kupili, ampak mogoče ga moja zgodba prepriča, da pa vseeno letos ne potrebuje teh pokov. Sarina zgodba prepriča tiste, ki mečejo petarde, da jih ne bojo več metali. Metalec petard bi se mogel Sari iskreno opravičiti in obljubiti, da nikoli več ne bi metel petard. Ob Sarini izkušnji učenci prisluhnejo še zgodbi najstnika, ki je zaradi petarde ostal brez prstov in roke, zato ima zdaj protezo. Ob tem filmu sem razmišljal, da bi se mi lahko spremenilo življenje in bi mogoče celo hodil lahko v drugo šolo. Pa sem se pa, ko smo še enkrat gledali, sem se kar zakrila oči, ker je bilo to tako strašno. Lani je bilo zaradi pirotehničnih sredstev v Sloveniji kar 150 poškodb rok in obraza. Med poškodovanci pa je bila več kot polovica otrok do 10. leta starosti in najstnikov. Ker jih je mogoče kupiti že na ulici, je učence obiskal tudi policist in jim povedal več o tem, kako čim varneje z njimi ravnati. Tako ne smemo pirotehnike uporabljati tam, kjer je velika množica. Policaj nam je povedal, da poleg otrok mora biti, ko kupujejo petardo, odrasla oseba. Tistim, ki boste v teh dneh uporabljali pirotehnične izdelke, policist še svetuje, da dosledno upoštevate navodila proizvajalcev. Uporabljate le originalne izdelke, pa še te zgolj na prostem.